Lepo pozdravljeni. V središče je prišel poslanec Nove Slovenije Franc Medic. Lepo pozdravljen in dobrodošel. Dober dan. Se bova tudi tukaj tikala, ne? Seveda. 3 leta Golobove vlade, 3 leta zamujenih priložnosti za Slovenijo, je dejal vodja poslanske skupine Janez Cigler Kralj. Kaj bi dodal? Jaz bi temu dodal, da ne samo zamujene priložnosti, veliko slabega se je tudi naredilo, slabe odločitve vlade, pa tudi koalicije v državnem zboru, kar tudi povzroča ohlajanje gospodarstva, in to je tudi bilo lepo videno tudi takrat, ko je bil forum gospodarstvenikov, v katerem je predsednik rekel, da lahko se poslovno okrepijo, če grejo tudi na Hrvaško poslovati. Tako da mislim, da ni skoraj v ničemer se zadeva izboljšala, ravno nasprotno, sam čakam, da bo konec tega mandata. Ena zelo šibka, pa vendar pomembna točka te vlade so davki. Ta in ostale zgrešene politike so pravzaprav ključne za to ohlajanje gospodarstva, za padec bruto domačega proizvoda. Po domače, država ima ohlajen motor. Ni gospodarstva, gospodarstvo se duši, gospodarstvo, ki je motor razvoja. Ja, seveda. Mislim, stvar je, da jaz razumem to, da tako predsednik vlade kot minister Boštjančič ne razumeta situacijo. Zadnjič je predsednik vlade obljubil večmilijonsko novo investicijo v Sloveniji, ampak slovensko gospodarstvo, kot tudi drugod na svetu, je v bistvu srednje pa malo gospodarstvo, tisto, ki drži gospodarstvo na nivoju in da možnost, da se to tudi krepi. Zadnjič sem bil na temu podelitvi nagrad za tele mlade podjetnike in sem bil presenečen, kako so ustvarjalni in kako delujejo pozitivno. Nagrajenka od prejšnjega leta je povedala, da se širi tudi izven meja Evrope, in ni bila prav gotova, a bo ona obdržala podjetje v Sloveniji ali se bo tudi selila. Konec koncev to se dogaja, in tudi če pride večmilijonska investicija v Sloveniji, problem je v srednjem in malem gospodarstvu, espeje, ki jih izdavkam ali pa z znižanjem nivoja tistih prihodkov, ki je bilo sprejeto, nekako ne dajo njim upanja, da bo kaj šlo na boljše. In kar slovensko gospodarstvo najbolj potrebuje, je stabilnost, ne pa da se zmeraj spreminjajo tele rules, kako funkcioniralo. Na eni strani torej dodatne obtežitve, omejitve, davčne in birokratske, na drugi strani pa imamo, kot sem sicer že omenila, omejitve in jemanje. Torej en zakon o gostinstvu je en tak primer, čeprav je naziv zakona mogoče malce zavajajoč, ker govori o gostinstvu, ampak v resnici je temeljni poseg v turistično oddajanje nepremičnin. In zdaj je tukaj še en zakon, ki ga vlada umika z dnevnega reda, češ da so tukaj pravni pomisleki. Kaj pa misliš, da je v resnici v ozadju, samo to ali še kaj drugega? Dejansko zakon o gostinstvu zajema tudi kratkoročno najemanje stanovanj za turistične namene. Ravno danes bomo odločili za umik te razprave, ker je prejšnji teden prišlo mnenje iz zakonodajne pravne službe Državnega zbora, kar nekaj strani je teh pomislekov, in zaradi tega je tudi koalicija v vladi predlagala, da je pripravi spremembe oziroma amandmaje za upoštevanje tega. Je kakor pa tudi v drugih zakonih, da so v nekaterih zadevah zakonodajno-pravne službe poslušajo,
v drugih pa ne. In ponavadi so tiste, ki so najbolj kritične, katerim tudi Nova Slovenija najbolj nasprotuje, ostanejo. Delajo pa manjše popravke, tako da izpade, kot da so bili poslušni mnenje stroke oziroma pravne stroke. Zakon o gostinstvu je resen zakon, to sprememba zakona, ki bo zelo udarilo tele manjše ponudnike turistične nastanitve v manjšem obdobju in dejansko posega v svojo lastnino, ne, in to je ustavno sporno. Zakonodajna pravna služba tudi pravi, da takrat, ki je nuja posegati v to zasebno lastnino, je tudi do nekatere mere to dovoljeno, sam pa mora biti nuja. In v tem zakonu, v tem predlogu zakona ni dokazane nobene nuje. To govorimo o 9000 stanovanjih v celi Sloveniji in vlada govori, da bojo te stanovanja se preusmerila v dolgoročni najem. In to nima nobene možnosti to dokazati. Osebno menim, da to ne bo tako. Je pa to še en v vrsti teh zakonov, s katerimi se je vlada na nek način zaletela, ne? Potem je pa prišel nek odziv, mogoče javnosti, tudi stroke in se je potem potegnila nazaj. En tak primer, še prej je bil zakon o medijih, pa spomnimo se omrežnin, pa štempljanja. Ja, pa drva. Drva, ja. Ja, jaz mislim, da dejansko se to bi o tem zakonu o gostinstvu, zato ker se obravnava prav na odboru za gospodarstvo, katerega sem tudi jaz član. Ta problematika se bi morala reševati drugod, ne pa v zakonu o gostinstvu. Če hočemo dobiti več stanovanj v dolgoročni najem, potem popravimo zakon o teh najemnih, zato ker tam pa je veliko problema in s tem, da se veliko ljudi ne upajo dati v najem eno stanovanje, ker ni zagotovljeno, da bo takrat, ko bo končana pogodba, najemnik šel, ali pa predčasno končal pogodbo in da bo najemnik lahko dobil drugo stanovanje. Tako da to je velik problem. Ja, vlada se zaletava in mislim, da v tem primeru, o tem zakonu o gostinstvu je veliko združenj tehle ponudnikov nasprotovalo, pa tudi javno. To moram reči, da je tudi medijsko bilo morda ne nekaj preveč, ampak saj v pisanih medijih se je to veliko o tem govorilo. Tako da verjetno, ali je pa tudi vlada pa koalicija videla, da bo težko dati skozi, ki ima toliko napak ta zakon. Ampak mi v Novi Sloveniji se bomo borili, da bomo dali vse od sebe, da bomo zaščitili tele ponudnike, manjše ponudnike, ne. Zlasti imamo pri tem v mislih ljudi in lastnike na podeželju, ne. Seveda, tudi en od ključnih problemov tega zakona, da vse občine postavlja v isti nivo. Ljubljana ima svojo problematiko stanovanjsko, tudi Bovec, ampak ne moramo primerjati Ljubljano z Bovcem. Če v Bovcu eno od teh stanovanj, recimo, da ne bo mogel oddajati za več kot 180 dni, polovico leta, zelo težko, da bo za dolgoročni najem koga dobil, da bo šel najet. Tukaj v Ljubljani je pa čisto drugače. Tako da že v tem razumevanju problematike je velik problem te vlade. Ampak vlada, ne glede na vse, še vedno ohranja neko precej stabilno podporo, predvsem pa Gibanje Svoboda. Na nek način si je po vsem tem, kar zdaj naštevava, težko to razložiti. Težko, pa ne toliko težko. Recimo, če si bil prvi na Nikolaja Machiavellija, ne, ki je bil večkrat zelo tudi slabo razumljen. On v 16. stoletju je opisal,
kaj se takrat dogaja z močjo, z tistem, ki so na položaju, in kaj se dejansko, kako dejansko delajo teli vladarji. Napisal je knjigo Princ in tam razlaga, da problem ni, da ti kaj poveš, ampak kako poveš. Problem ni, da ti poveš resnico, važno je, da si ti odločen takrat, ko to poveš. In točno to se dogaja. Imamo nešteto primerov, v katerih ta vlada je pogorela v 3 letih, večkrat tudi umaknila zakonodajo, vidimo problem z rastjo, vidimo ohlajanje gospodarstva, vidimo negativni BDP, pride predsednik pred državni zbor pa reče, Slovenija napreduje, je v dobrem stanju, Vsi nam zavidajo, smo najboljši. To je že dovolj, da ljudje temu verjamejo. Pa ne zato, ker bi bili ljudje neuki, ampak je v naravi človeka, da verjame v obljube, verjame v odločno besedo in to je to. In zaenkrat gibanje Svoboda in ta vlada ima še dovolj podpore, prav in izključno samo zaradi tega. Ampak to se bo tudi končalo, ko bojo ljudje sprevideli, da dejansko tisto, ki obljubijo, pa tisto, ki naredijo, med tem dvema je ogromno razlike. Svetlobna leta, lahko rečemo. Ja, tako lahko rečemo, ja. Hvala, Franc, za danes. Uspešen dan želim in upam, da se kmalu spet vidiva. Hvala lepa za vabilo. Nasvidenje. Hvala tudi vam, da ste naju spremljali. Se vidimo kmalu.